4 mesece in nekaj dni je bila stara Gaja, ko se je začelo. O čem govorim? Govorim o zobkih. Govorim o prvih 2 zobkih pravzaprav. In ja, ko sta prišla prva 2 oziroma prvi 3, sem mislila, pa saj ni take panike. Ziher je Jantarjeva ogrlica dobro delovala. In resnica je, da je res. Jantarjeva ogrlica je delovala, ampak to še ne pomeni, da se povsem lahko znebimo bolečinam, ki jih otrok doživlja dejansko pri izraščanju zobkov. In potem rečejo mamice, pa saj danes obstaja ogromno gelov, ki omrtvičijo in podobno. Ko sem raziskovala, kaj vsebujejo vsi ti geli, iz česa so narejeni in predvsem na kakšen način delujejo, sem se zgrozila. V marsikaterem so bile namreč sestavine, ki bi bile zelo toksične že za odraslega človeka. Kaj šele prepucan, čist, nedolžen, angelski organizem majhnih otrok, ki se spopadajo z bolečinami, ko začnejo prihajati zobki ven. No, pri vsakem je bojda malo drugače, pri Gaji pa je vedno enako. Najprej se začne fejst sliniti, potem bi bila malo taka tečkasta, recimo, in pa veliko več bi se sala, veliko več bi se dojila. To so tisti taki tipični znaki, seveda pa je eden izmed znakov tudi to, da je zmanjšan apetit. In v tem času, zato da podpremo otroka v tem procesu, lahko sami naredimo marsikaj. Vsekakor najljubšo igračko, ki je torej neko grizalo, lahko damo v hladilnik, zato da je malo bolj mrzla. Predvsem Gaji je to zelo všeč. Mogoče lahko pripravite tudi kakšen korenček, tako in tako ga verjetno vaš otrok uživa v koščkih, če hranite po metodi BLV. Mimogrede na Gaja akademiji je tudi predavanje, kaj to pomeni. Baby led weaning, torej otroci, ki se hranijo po koščkih od samega začetka. Kakšna skorja kruha tudi pomaga, vlažna gaza in masiranje razbolelih dlesni je sicer nekaj, kar meni osebno Gaja nikoli ni pustila. Vem pa, da se ene mamice zelo s tem pohvalijo, da je to v redu. Lahko pa pripraviš tudi sladoledno lučko. In sicer tako sladoledno lučko pripraviš iz borovnic, iz malin, torej iz nekega jagodičevja, lahko dodaš seveda tudi banano in pa materinega mleka oziroma rastlinskega mleka. Zdaj sami si izberite kaj pa kako. Kokosovo mleko recimo se precej dobro obnaša. In na takšen način, ko bo to hladno, predvsem pri starejših otrocih, bo to super za njihove zobke, zato da si bodo dejansko lahko pomagali. Sicer pa sama sem ugotovila, da največ, kar lahko narediš, je to, da kot mama ostaneš miren, ostaneš pri sebi, da te to ne znervira, da si dejansko trdna in stabilna opora otroku, ki izgublja živce, ki je hudo, ki boli in vse ostalo, torej da si ti takrat miren, da si prisoten in da mogoče tudi tolažiš otroka, da bo minilo in da to je nek proces, ki pač je, in ponudiš seveda Jožko, kolikrat seveda lahko, oziroma vsa ta grizala. In še enkrat, Jantarjeva ogrlica vsekakor deluje. Ni pa takšna, da bi lahko rešila celoten proces in da ne bi dejansko prav nič bolelo. No, o takih tematikah govorimo tudi na Gaja akademiji. Gaja akademija je namreč platforma za zavestne starše, ki želijo vzgojiti svojega otroka na povsem naraven, organski način, da bo le-ta postal samostojen, neodvisen, odgovoren. Tako da preverite predavanja tam. Predavanja so namenjena tako nosečnicam, ki se pripravljajo na porod, pa tudi za prvo leto življenja. Prvo leto življenja se mi zdi, da je tisto najbolj pestro, in vse te informacije torej v paketih predavanj na Gaja akademiji, do katere lahko dostopate kar preko klepeta ob kavi.